Spisek cestnih odsekov, ki čakajo na obnovo, je dolg, dela pa ovrednotena na 2 milijona evrov, pojasnjuje župan. To je problem, katerega poskušamo v zadnjem obdobju reševati tudi s pomočjo občanov. In tam, kjer je interes in pripravljenost na strani občanov, tam je tudi prioriteta. In eden izmed prvih odsekov kot posledica dogovora občanov je odsek v Bogneči vasi. To je pravzaprav dokaz, da tam, kjer so ljudje, zato, da se da marsikaj narediti. Letos so na vrsti še 4 odseki v skupni dolžini približno 600 metrov. In to na tistih, kjer so domačini prispevali in bojo prispevali lastna sredstva za zemeljsko ureditev tras. Občina pa financira urejanje meteorne kanalizacije in odvodnjavanja ter asfaltiranje. Občani največ prispevajo pri urejanju ceste pod gradom v Mokronogu, največji strošek pa bo predstavljala ureditev Florjanske ceste, ki bo na vrsto prišla po ureditvi ostalih odsekov, predvidoma še ta mesec. Te dve, pod gradom in pa Florjanska, to je že bilo pred mnogimi leti asfaltirano, asfalt je uničen, odvodnjavanje je bilo neurejeno in so v resnici oba dva odseka zelo potrebna bila obnove. Dela potekajo tudi na Svetem Vrhu v zaselku Brezovec in v Dolenjem Zabukovju v zaselku Suhobrezje. V slednjem del ceste gradijo na novo. Ker je pred časom bila taka huda afera, češ da do enega občana, ki tam živi, ni nobene poti. Res je bilo rešilc in pa patronažne obiski so bili onemogočeni, vse se je dogajalo čez sosedovo parcelo. Do domačije bo zdaj vodil novozgrajeni odsek ceste. Letos sicer v občinski blagajni zaradi velikih finančnih vlaganj na šolskem področju v zadnjih letih namenjajo zgolj 130 tisočakov za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, dobrih 180 tisočakov pa gre še za njihovo tekoče vzdrževanje. Tele neurja so pa pokazale zobe in smo mogli za redno vzdrževanje že itak z upravljavcem skleniti aneks za dodatna sredstva. Kar jim je prihranila mila zima, so jim torej odnesla poletna neurja.